Jaz sem izučen mizar, zelo rad sem mizar bil, veselam sem oblikoval stvari. In da ne bom samo od mizarstva govoril, sem hotel v nedeljah nekaj drugega. Ne mizarstvo, kamor sem prišel, smo samo govorili te mizarske stvari. Hotel sem nekaj drugega in sem začel hoditi na Bolšaka v Ljubljano. In tam sem jaz spoznal Tisnikarjevega krokarja, svoj nazaj dolg let. In mi je bil zelo všeč. In seveda sem ga kupil in tako se je ta začela stvar dogajati. Na Bolšaku sem ga prvič, ne njega srečal, sliko njegovo, potem sem mu pa povabljen v Kamenk na Kamniški Montmartre, ki je bila tam razstava, ki je Tisnikar razstavljal, tam sva se pa roke segla. In takrat naprej sva ratala prijatelja in sva se velikokrat srečala na raznih takih srečanjih. Moj prijatelj Šumnik Miro mi je pa zelo veliko pomagal glede zbirke. Jasno, da bo treba se kupiti pa plačati. In sem večkrat rekel, kulturo Slovenija, če hoče imeti, jo moramo kupiti. Vse slikarje morajo tudi barve kupiti pa tako naprej. In tako se je ta zgodba nekoliko začela in temu ni bo konca. Še lansko let sem kupil eno sliko, najstarejšo, ki je narejena v jugoslovanski JLA. Je vzad napisan in to je mi prinesel pa nekdo iz Avstrije dol, ki je vedel, da imam zbirko od Tisnikarja, pa rekel, če bi jo kupil, sem rekel, jo bom. No, tako. Danes je v zbirki okoli 100 slik, nekaj sem jih tudi odprodal, ker sem mu tudi težave finančne v podjetju, ampak važno, da smo preživeli. Pravijo, če že padeš, je najlepša stvar, da se znaš pobrati. Natanko 11 let mineva, ko smo prvič v Galeriji Prešernovih nagrajencev predstavili današnjega razstavljavca. Nagrajenca Prešernovega sklada, predvsem pa samosvojega umetnika, koroškega slikarja Jožeta Tisnikarja. Spomin mi sega nazaj v leto 1998, ko sva nekega oktobrskega jutra z dr. Levom Menašejem prispela v Slovenj Gradec. Na pogovor s umetnikom za razstavo, ki naj bi jo pripravili v naslednjih mesecih v Kranju. Toda ko sva stopila na prag njegove hiše, naj jo je zajel hladen piš. Jožeta Tisnikarja ni več. Nekaj ur pred najinim prihodom v Slovenj Gradec se je zgodila prometna nesreča, v kateri je izgubil življenje. Za razstavo ne bo nič, sva se mislila. Vendar v sodelovanju z Koroško galerijo likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca in z njegovo družino smo v 3 letih priplavili razstavo. Tako da 11 let je od tega, kar je prvič v teh prostorih razstavljal Jože Tisnikar. Tekst, ki ga je takrat zapisal Lev Menaše, je v mnogočem aktualen še danes. Njegove misli, da je Jože Tisnikar izjemen slikar, ki je na človeško komedijo gledal s stališča smrti in ker se je pri tem jasno zavedal obeh vidikov svojih likov in samega sebe kot komičnega in tragičnega. Njegove figure, tako ljudje kot živali, so vedno komične, a v komediji se vedno skriva tudi tragedija. In obratno, tragedije, ki jih uporablja, so vedno tudi komične. Tako kot je sam živel svoje življenje,
življenje živijo tudi njegove podobe in figure z njegovih slik in risb. Tokratna razstava pa je nastala v sodelovanju z njegovim prijateljem, največjim zasebnim zbirateljem Alojzem Ovsenikom, ki je dolga leta zbiral njegove slike, jih malodane pobiral iz njegovega štefalaja in jih nosil v svojo galerijo ter obešal na stene. Razstava, ki obsega približno 50 del, predvsem slik in risb, zagotovo predstavlja Jožeta Tisnikarja v njegovi najbolj kvalitetni in najboljši luči. Jože Tisnikar je najbolj znan in izviren slovenski samouk, likovni samouk, skratka slikar, ki ni dokončal likovne akademije, hkrati pa je tudi eden od najbolj prepoznavnih slovenskih umetnikov 20. stoletja nasploh. Da si je pridobil ta, bi lahko rekli, karizmatični status, je predvsem zasluga njegovega avtentičnega likovnega opusa, ki mu ga je bilo dano uresničiti predvsem po zaslugi vrste srečnih naključij na njegovi življenjski poti, ki je bila vsaj v prvi polovici trajanja prej kot ne tragična in pa žalostna. Namreč rojen je bil v revnem okolju Mislinjske grape, že s končanimi 4 razredi osnovne šole se je moral zaposliti v tovarni lepenke, da je kot najstarejši sin pomagal po očetovi smrti materi preživljati družino. Med služenjem vojaškega roka je opravil tečaj za bolničarja, nato pa se je odločil zaprositi za službo v okrajni bolnici v Slovenj Gradcu, kjer so mu dali delovno mesto bolničarja strežnika, hudo bolnim, čez 2 leti začel delati na patologiji, oziroma na novo odprtem patološkem oddelku kot laborant in prosektorski asistent in hkrati začel tudi intenzivno slikati. Imel je srečo, da je bil temu njegovemu slikarstvu naklonjen primarij slovenjgraške bolnišnice, to je bil dr. Stane Strnad, ki mu je omogočil, da je v majhni sobici v secirnici lahko občasno v prostem času slikal in ga seznanil z takrat mladim akademskim slikarjem Karlom Pečkom, ki je prišel v Slovenj Gradec za učitelja likovnega pouka na nižji gimnaziji in osnovni šoli. Srečo je imel namreč, ker je bil Pečko zelo naklonjen mentor, ki Tisnikarju ni vseljeval, bi rekel, lastnega sloga, lastnega izraza, ampak ga je predvsem spodbujal, da ne ohranja svoj individualni likovni nagovor. Skratka, Tisnikar, to je bilo nekako sredi 50. let oziroma v drugi polovici 50. let, je takrat že uspel oblikovati, bi rekel, glavne poteze tega svojega značilnega likovnega nagovora za motivi iz bolnice, iz operacijskih dvoran, iz prosekture. Skratka, odločil se je, da bo upodabljal to, kar srečuje v svojem sedanjem delu. S Tisnikarjem sem jaz stopil v stik, ki je on zvedel, da eden okran zbira in rekel, jaz ga hočem videti. Poj pa prišel sem in bo zelo vesel in rekel, ki je prišel v sobo, in rekel, lepo vas prosim, dajte me pustiti malo samega. In je v tele sob tle sedel sam, mi smo šli ven in je razmišljal po svoje. Videl sem, da je zelo užival, da je nekdo iz kranjske dežele, toliko daleč od Slovenj Gradca, tole zbirko skozi spravil. Jaz sem bil tudi počaščen.
iz tega naslova. Ta srečevanja s tisnikarjem, slikarjem so se začela redno na Prešernov praznik. 8. februarja smo se tukaj dobili in proslavili Prešernov dan. To je ratova kar ena tradicija, pa nikoli ni bil problem, da bi bil breme to. Zmeraj z veseljem smo sprejeli ljudi, ki so hoteli priti na ta praznik Prešernov dan, ki smo ga tukaj v Tisnikarjevi sobi, če tako rečem, imeli in praznovali. Vsako razstavo, ki smo imeli, oziroma obletnico, je pritegnila določene ljudi, umetnike. Med tem je bil Dane Zajc, pa jasno Tisnikar, pa žena njegova, pa Tatjana Pregelj. Se moram res zahvaliti za njeno strokovno pomoč, ki jo mi nudila tukaj pri zbirki in pri postavitvi. Zanimivo je bilo to, smo imeli tukaj, rečemo, določene uro, da se dobimo za Prešernov praznik, pa je Joža prišel malo preh, pa je takoj harmoniko vzel, jaz sem njegovo harmoniko, ki je podpisana bila, vzel harmoniko, pa so šli tam dol, 300 metrov preč je tle gostilna, pa je tam špilov, pa njegova družina. Moram reči, bil je zelo prijeten, družaben, rad je imel družino okoli sebe. Tudi ljudje smo ga radi imeli. Tisnikarjeva motivika, kot rečeno, najprej manj obremenjeni motivi, to se pravi bolniški park, osebje. Zelo rad je imel karnevale. Veste, kolikor se je on srečeval z težkimi trenutki, ko je čutil z ljudmi, je potem tudi potreboval tisto sprostitev. In karneval je bila ena izmed takih njegovih tem, kjer je vedno užival slikati in je tudi naredil res nekaj odličnih slik. Ne veliko, ampak kasneje se je od tega umaknil. Ko sem razmišljala o karnevalih, kako zelo nas to pravzaprav privlači, zlasti v slovenskem prostoru. Na eni strani je to ena tragikomika. Ko hočejo ljudje pozabiti tiste težke strani in plati življenja in potem, ko se veselijo. In tipični Tisnikarjev motiv, ki ga je poznal že tudi pred tem, so tudi gostilniški motivi. Številne gostilne, saj veste, koliko jih je po slovenskem, zlasti med obema vojnama, pa potem bilo. To se pravi take bolj čumnate, bolj beznice, kjer se zatekajo osamljeni ljudje. In ko vidimo, kako Tisnikar sedi včasih osamljen za mizo, opazuje ljudi, ki so mu na en način vsi podobni. Pravimo tudi, da je slikal pravzaprav vedno sam sebe, tega tipičnega moškega z majhno bradico. To je bil Tisnikar. On je pravzaprav čutil z vsemi temi ljudmi in na en način naredil avtoportret in portrete teh malih ljudi. Ali so to prizori sami v teh gostilnicah, ali pa samo dvojica, par ali celo en sam osamljeni. In tudi seveda motiv križanega ga je pritegnil. Malo že zaradi tega bližini obeh teh cerkva, Jakoba Sokliča, potem v gotski cerkvi Svetega Duha, je tudi v tej pač poznogotski cerkvi je videl Kristosov pasijon in se ga je, Tisnikar je bil seveda dojemljiv in je to opazoval vse, potem pa to prenesel na slike. Tako da sama sem dostikrat rekla, da je Tisnikar zadnji gotski slikar v slovenskem prostoru, še bolj pa v prostoru Koroške.
ki je še posebej s tem gostskostjo pod narekovajem zaznamovana. To so ena taka posebna občutenja, polna ene melanholije, vdanosti tudi v usodo, v to delo, pač vse to kot en tudi Kristosov pasijon izraža. Kot pa pričajo Tisnikarjevi opisi v drugi od njegovih monografij, ki je šla leta 1978 in je bila objavljena tudi v tujih jezikih in je Tisnikarja celo uspela uveljaviti v tujini, kar je kar precej redko med slovenskimi oziroma tedaj jugoslovanskimi umetniki, je pravzaprav vsaka slika, vsaka Tisnikarjeva slika nastala na podlagi posebnega, Tisnikarjevega doživetja. S tem je povezano pa tudi dejstvo, da se Tisnikar zelo pogosto podablja na teh slikah v obliki avtoportreta. Morda je Tisnikar slovenski slikar, ki se je pravzaprav največkrat uspel naslikati na slikarskih kompozicijah, pač največ na avtoportreti. Imenoval je Tisnikar te avtoportrete spovedne dialoge s samim seboj. No, pravzaprav je pa ta njegova figura vtisnjena tudi v katero od drugih protagonistov na njegovih kompozicijah, namreč mnoge figure so podobne slikarjevi postavi in podobi, kar samo priča, da je Tisnikar s tem svetom, ki ga je upodabljal, bil vselej zelo globoko in intimno povezan. S časoma pa je Tisnikar, ta svoj ikonografski razpon oziroma motivni razpon svojih slikarskih kompozicij vedno bolj širil in pa bogatil. Zdelo se je pravzaprav, da mu lahko uspe katerikoli motiv pritegniti v svoj ta značilni svet, v katerem je ta temno-črna, temno-zelena svetloba delovala kot neka psihična opna, ki nekako posvoji katerikoli motiv, ampak ni se šlo za katerikoli motiv. Pravzaprav čisto vse, kar je Tisnikar upodabljal, je bilo na nek način povezano z njim. Poznamo vsi seveda Krokarje, Tisnikarjeve Vrane. 13 let je imel za prijatelja v svojem ateljeju Vrana, ki je na Kavkine. Skratka, prav vse, kar je Tisnikar upodabljal, je na nek način povezano, izvira iz njegovega življenja. Nekaj let predtem smo doživeli razpad bivše Jugoslavije in ljudje so bežali in to je Tisnikarja se je spet začel slikati te kolone, begunce, ki jih je slikal tam že v 70-ih letih, največ potem 75, ker smo pač imeli te razstave angažirane figuralike, kajti to je sam doživel. Sam je doživel hudo luknjo, Mislinjski graben, po koncu vojne kolone ljudi, v glavnem ta kaos vojne je bil še v njem in seveda tudi, ko je bila že svoboda, maja meseca, je še vedno so te kolone z konji, z ljudmi in to je Tisnikar slikal, v bistvu begunce, ljudi, ki so bežali. Skratka, vojna je tako kruta in to je on tudi nosil v sebi in potem to naslikal in ko je potem to se ponovilo na tleh bivše Jugoslavije, je bil še toliko bolj prizadet in zato je naslikal begunce. In ne naslikal, narisal jih je, to je velika risba, samo malo si je s svinčnikom začrtal in potem z ogljem to napravil. Tisnikarjevo slikarstvo niti ni samo pesimistično, sploh ni kruto, recimo do tega dejstva, ki nam ga ponazarja, da se vsako življenje enkrat konča. Pravzaprav je v bistvu zelo sočutno, tudi Tisnikar sam je bil mehek in to, vsaj po mojem mnenju, na nek način ponazarjajo te njegove risbe, v katerih pravzaprav ni ostrih črt, linij, riše z neko mehko kredo, skratka,
Tudi tukaj je prisoten, bi rekel, en poseben, bi rekel, Tisnikarjev pogled na življenje. Rad imam lepe stvari. Rad imam stvari, ki so mi všeč. Nedvomno Tisnikar mi je zelo všeč kot slika. In tako se je tudi to začel, eno po eno. Žena, moram reči, me zmeraj podpirala, je pa malo godrnava, pa je seveda. A ni škoda denarja, a ni škoda tega. Moja mama je pa rekla, si jim vprašal, mama, hva ti praviš? 2 dni pred ni umrla, ki v postelji ležala. A ga jaz bih sem tole kapujem gor pa dol. Pa mi gleda, praviš, Lojze, kar tako naprej deve, se so vse prav naredil, kar si naredil. Otroci so mi podpirali, sin pa hčer, nobenega komentarja ni dajal, da kaj narobe delam. In tudi sin ima tudi kar ljubiteljske poteze do umetnega, lepega pohištva. No, se tle iz tega izhaja vse. Lepota dela iz rok, vsak pohištvo, kjer se je naredil, za mogel z veseljem narediti pa ljubeznijo. Ravno tako sliko. Sliko, ki je delal, kjerokoli je delal, je dal veliko truda not, pa vsak slik vidiš določen del ljubezni do ene stvari. Torej, Tisnikarjeve slike so na en način doživimo eno katarzo, če jih gledamo, tako kot gledališču. Ko gledamo dramo, si zamislimo, poskušamo se očistiti, poskušamo biti boljši ljudje in so slike v spomin in v opomin. In mislim, da je tudi Tisnikar želel z svojimi deli na ta način opozarjati. Če je slikarstvo reševalo samega slikarja, velikega umetnika Jožeta Tisnikarja, zlasti na začetku, ko se še niti morda ni zavedal, kako velik slikar v njem biva. Rešuje tudi nas, v smislu katarze. Tisnikarjeve slike niso strašne, v tem smislu, da nas bi moralo biti življenja strah. Ko jih pogledamo, se globoko zamislimo in se potem skozi to minljivost zavedamo, da smo minljivi. Torej, potem moramo dejansko tudi bolj polno živeti in ne povzročati gorja drug drugemu. Gotovo bi bil Tisnikar v letu 2022 zaradi dogodkov, ki so na tleh Evrope eskalirali, tudi prizadet, žalosten in najbrž bi že 3. cikel beguncev naslikal. To je bil njegov pogost motiv, te procesije, ljudje, skupine in tudi kakšnega križanega, kjer bi poudaril to kalvarijo oziroma ta pasijon. Moja velika želja je, da ta zbirka ostane kot družinska zbirka, da to zbirko lahko vidi, kdor hoče, lahko se najavijo tudi šola kakšna, da otroci pridejo, mladina, da prenaša se ta umetnost tudi na kasnejše rodove.